Skozi glasbo ljudje izražamo svojo pripadnost in identiteto ter ohranjamo kulturno dediščino. Nacionalne himne, ljudske pesmi in glasbena dela, povezana z določeno državo ali regijo, imajo pogosto močan simbolični pomen. Te skladbe predstavljajo ponos, enotnost in zavezanost v domovini ter služijo kot simbol nacionalne povezanosti. Še preden pa se prepustimo govorici glasbe, k mikrofonu vabim gostitelja tega večera, voditelja šempetrske župnije, dr. Sebastjana Valentana. Spoštovani odlični gostje, cenjeni vsi navzoči. Domovina, dom, sreča. To je geslo letošnjega glasbenega festivala, ki tretje leto zapored poteka v Malečniku. Ime nosi po izjemnem voditelju in pastirju, malečniškem župniku Marku Glaserju, pesniku, pisatelju, prevajalcu, ki je podpiral in uresničeval ideje svojega velikega prijatelja, prvega mariborskega škofa, blaženega Antona Martina Slomška, rednega gosta naše župnije. Marko Glaser je bil domoljub, ljubil je domačo zemljo in ljudi. Najlepši dokaz za to je zapis Franceta Zmaska, ki pravi, da ima Marko Glaser najčastnejše zasluge za celotno lavantinsko škofijo s tem, ko je mnogo pripomogel, da so štajerski Slovenci s prestavitvijo škofijskega sedeža in šetandraža v Mariboru slovenskega škofa dobili v svojo sredo. In letos mineva natanko 165 let od tega zgodovinskega dejanja. Letos pa mineva tudi 110 let od začetka Prve svetovne vojne, na tiste naše domačine, ki so končali svoje življenje na njenih bojiščih, spominjajo spominske plošče v Marini cerkvi na Gorci. A bolj, kot njen začetek, slavimo njen konec in se priklanjamo velikemu borcu za severno mejo, generalu Rudolfu Majstru Vojanovu, ki je leta 1918 izvedel razorožitev nemške varnostne straže in tako zagotovil spodnjo ali južno Štajersko, takratni državi SHS, ter s tem današnji Republiki Sloveniji. Domovinska zavest v Malečniku je bila vedno zelo močna.
velikim navdušenjem so domačini leta 1918 v Mariboru praznovali razglasitev nove države. Ko so se slovensko zastavo vračali v Malečnik, so se ustavili tudi pred našim župniščem in Glaserjev naslednik župnik Matej Štrakl jih je takole nagovoril, citiram. Bodite pa ponosni, da ste Šempetrčani, ki niste nikdar zatajili majke slave, ki so pred vrati mariborskimi ostali vedno zavedni Slovenci. Ne enega Nemca ali Nemškutarja nimamo. Zakaj tako? Ker smo bili zmeraj edini, ker ste zmeraj radi poslušali glas vaših duhovnikov, ki so vas vodili po tej poti. Tako ostanite. Ostanimo edini in nas ne bo premagal nikdo. Spoštovani, enotnost v družini, kraju, domovini je danes ob vseh pretečih nevarnostih, ki jih v zgodovini tudi nikoli ni manjkalo, nujna, kot je bila potrebna nekoč. Verjamem, da bomo skupnimi prizadevali za dobro, lepo, plemenito, v edinosti srca in duha smelo zrli v prihodnost, ki nas ravno zaradi tega ne bo razočarala. Hvala lepa.
aranžma za kvartet klarinetov s spremljavo bas kitare in kapona je napisal Janez Benko. Zaradi besedila je koračnica številka 1 pogosto imenovana kot Dežela upanja in slave. Je tudi največkrat izvajana in je postala simbol britanskega ponosa ter nacionalnega duha. Igrali so jo ob kronanju britanskega kralja Jurija VI. In kraljice Elizabete II. Na ameriških univerzah koračnico izvajajo na slovesnostih ob podeljevanju diplom in torej presega nacionalne meje. V nadaljevanju bomo prisluhnili 3 stavkom suite Žorža Bizela, Otroška igra, ki predstavlja ponovno odkritje skladateljeve prave glasbene narave in raziskovanje njegovih melodičnih darov. Sledi pa italijanski koncert Johana Sebastiana Bacha. Gre za skladbo v 3 stavkih. Italijanski koncert je znan po svoji svetli in živahni naravi ter odseva vplive italijanske glasbe. Pihalni kvintet Orkestra Slovenske vojske bo zaigral njegov 3. stavek in nas tako popeljal k naši južni sosedi.
in 90. obletnico smrti obeležujemo letos. Če Maistrova vojska ob koncu Prve svetovne vojne ne bi zasedla dela narodnostnega mejnega območja na Štajerskem, bi bila danes Slovenija bistveno manjša. Glaser, Slomšek in Maister se tako svetijo kot svetle zvezde na našem slovenskem obnebju. Tretji Glaserjev festival poteka pod častnim pokroviteljstvom Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. Čast nam je, da lahko sedaj k besedi povabimo nocojšnjega slavnostnega govornika, brigadirja gospoda Petra Zakrajška, poveljnika Centra vojaških šol.
Spoštovani sebastveniki gostitelj, spoštovani častni gostje, gospa Lučka, gospod Tari, moji kolegi iz Vojske, potem predstavniki so organizatorja tega, in sicer Škofijski arhiv, Ukrajinski arhiv, spoštovani ostali gostje, veliko čast mi je, da sem lahko danes tukaj, in sicer predvsem zaradi pripadnikov, ki so tukaj za mano, ki sva jih skupaj z našim vikarjem Matejem Jakopičem pripeljali tukaj, da lahko uživamo v njihovi predstavi. Orkester Slovenske vojske je v bistvu enota Slovenske vojske, ki najbolj popolno izvaja svoje poslanstvo. Ni sicer najboljša, obstajajo še boljše, ampak zakaj to lahko trdim? Zaradi tega, ker se njihova napaka sliši v trenutku. In zaenkrat še nisem doživel, pa jih poslušam na mnogih prireditvah in v letošnjem letu, ki je posvečeno enemu od velikih domoljubov, ki so jih moji predhodniki že omenjali, in sicer našemu generalnemu majstru. Je naš orkester celo leto zaposlen, letos predvsem tukaj v Republiki Sloveniji, prepoznan pa je po svojih performansih tudi širše v Evropi in v bistvu tudi po svetu. S tem tudi oni prispevajo k pojmom, kot sta dom, domovina in služba domovini in pa narodu, slovenskemu narodu, kjer so vsi imenovani Anton Martin Slomšek, general Rudolf Meister, v bistvu prispevali k ugledu našega naroda in pa v bistvu tudi, da smo na tem najlepšem koščku zemlje prepoznani in da smo lahko ob osamosvojitveni vojni leta 1991 tudi prišli do končno svoje države, ki nam pomeni vse tri pojme, ki so v bistvu geslo letošnjega tretjega Lazarjevega festivala. In sicer, kak si jaz te pojme razlagam, ker sem še malo starejši od Sebastiana, in ti pojmi se v bistvu od otroštva pa do verjetno našega konca nekako spreminjajo, dobivajo dodatne pomene. Namreč, ko sem imel še žive starše, bil moj dom, tam, da so bili moji starši. Ne glede na to, kam so se sedeli, je bil tam moj dom. Ko so starši umrli, sem pogledal, da hiša, kjer je prej bil moj dom, mi ne pomeni nič. Ugotovil sem, da je moj dom tam, kot gre družina. Družina pa je z mojo družino recimo tako in predstavljam si, kako moji otroci dojemajo te tri pojme. In sicer moja dva otroka sta rojena v Belgiji in trenutno je naša družina v Kamnici. In za moje otroke, ne glede na to, da so rojeni v Belgiji, dom in domovina
in časi, kjer sta sobivala v tem prostoru, kjer sobivamo tudi mi, in sicer Glaser in Slomšek. To so bili časi narodnih preporodov, mogoče tudi selitev škofije svetega Andraža v Maribor posledica teh narodnih prebojev. Vsekakor je pa to zasluga teh župnikov in pa seveda samega gospoda Antona Martina Slomška, da smo dobili svojo škofijo, kar pomeni, da smo bili upisani na nek zemljevid, takrat cerkveni, vendar nam je to omogočilo, da smo kasneje v zgodovini lahko uresničili sanje v svoji državi. Majster je bil tisti, ki je prvi naredil slovensko vojsko v Mariboru. In pomen teh dveh ljudi je neizbrisen. Gospod Glaser, Glažev so je tudi nekateri veliki imenovali po Sloveniji, verjetno njegov ime, je bil pomočnik, ki je pripomogel temu za naš narod zelo pomembnemu dejanju, kjer bomo letos praznovali jesen 165 letnico. Da je Glaser bil velik domoljub, dokazuje to, in da je svoj dom našel tukaj v Malečniku, v tej župniji, dokazuje to, da je ta prostor in ti ljudi moral imeti res rad in da je z njimi doživljal srečo, jo lahko doživljaš v okviru svojih ljudi. Torej, za leti doživljam to, da pa recimo preživel sem tudi 10 let, od 30 let moje vojaške kariere sem živel tudi. 3 leta sem študiral v Ameriki, lahko bi rekel, da je to pesniško, ki je moja druga domovina. Moji starši so po drugi svetovni vojni se preselili v Ameriko in tam tudi umrli. In lahko rečem, da domovina ni ene, prve, druge, tretje, domovina je samo ena. In domovina je tam, odkudar izviraš in kamor se najraje vračaš. In srečen sem, da je moja domovina Slovenija in da ta spet najlepši košček sveta, vse, kar sem videl, lahko v svojem življenju uživam z vsemi tistimi, ki so okoli mene in ki jih imam rad. Upam, da ob teh dnevih Glaserjevih, kjer se spominjamo tega domoljuba in ki ga je Sebastian izbral, da ga časti in v 3 letih, odkar je on v tej župniji, da je
čast mi je, da imam Sebastiana za svojega prijatelja in da lahko pokravljava o določenih izkušnjah, ki jih imamo vsak za svojim načinom življenja v službi domovine in naroda. Tukaj imamo tudi gospoda Areha, ki sem ga pozabil, ki je tudi od tega naših pomembnih domovinskih društev. V Slovenski vojski imamo več
Moja dežela, skladatelja Janija Goloba. Sprva je bila napisana izključno za promocijo slovenskega turizma, po naročilu takratnega predsednika Gospodarske zbornice Slovenije. Vendar je povsem nepričakovano sprožila čustven odziv Slovencev in težnjo po samostojnosti. Aranžma za kvartet klarinetov ob spremljavi bas kitare in kapona orkestra Slovenske vojske je napravil Janez Benko. Ker živali, ki so tudi promotorke držav, ne poznajo vrstnega reda in še manj koncertnih listov, nas je Čmrljev let, skladatelja Korsakova, preletel že nekoliko prej. Janez Benko je naredil aranžma tudi za naslednjo skladbo, ki bomo prisluhnili izvedbi obeh nocojšnjih komornih zasedb. Gre za delo angleškega skladatelja Gustava Holsta I Want to Be My Country. Prisegam ti, o domovina, in velja za britansko domovinsko pesem. Besedilo za pesem je napisal diplomat Sir Cecil Spring Rice in ji dal naslov Urbs Dei, Božje mesto, oziroma Dve domovini. Govori o tem, da je kristjan zvest zemeljski domovini in nebeškemu kraljestvu. Slovensko besedilo pesmi je pripravil Sebastian Valentan in smo jo kot spomin na nocojšnji dogodek natisnili v koncertni list. Zapela pa jo naša cenjena gostja, sopranistka Andreja Zakonšek-Krt. Sledi Ipavčeva Slovenec sem, izvedbi pihalnega kvinteta orkestra Slovenske vojske.
pilar popolnega odpustka. Do Marije je gojil posebno čaščenje tudi Marko Glase in v Malečniku pospeševal bratovščino srca Marijinega. Marija je najpogostejše žensko ime v Sloveniji in vsaki izmed njenih statističnih regij. Zato ni nenavadno, da Gonojevo Ave Marijo izvajajo po vsem svetu. Ob spremljavi obeh komornih zasedb Orkestra Slovenske vojske jo bo sedaj zapela Andreja Zakonjšek-Krt. Thank
domovinskim nabojem obdarjeno druženje se počasi izteka. Na koncu se želimo zahvaliti našim odličnim glasbenim gostom, s katerimi smo se lahko sprehodili po zemeljski in nebeški domovini zaradi univerzalne glasbene govorice, obema komornima zasedbama Orkestra Slovenske vojske in vabimo tudi sopranistko Andrejo Zakonšek-Krk, da se nam še enkrat pridruži. Za nagovor in častno pokroviteljstvo. Hvaležni smo vsem vam, cenjeni, odlični gostje. Predsednik krajevne skupnosti Malečnik Ruperče, Vladimir Stožer. Prodekan Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in predstavnik nadškofije Maribor, izredni profesor dr. Stanislav Slatinek. Vikar vojaškega vikarijata Generalštaba Slovenske vojske Matej Jakovič. Predsednica Zveze društev generalmajster magistra Lučka Lazarev Šerbev. Namestnica vikarja vojaškega vikarijata Generalštaba Slovenske vojske za evangeličansko cerkev magistra Violeta Vladimira Mesarič. Predsednik domovinskega društva generala Rudolfa Majstra Maribor Aleš Arič. Člani odbora za pripravo Glaserjevega festivala, prejemniki Glaserjevega srebrnika, predsedniki krajevnih društev in organizacij. Vsem obiskovalcem se zahvaljujemo za navzočnost in podporo. Bog povrni sponzorjem in partnerjem festivala. Glaserjev festival pa se jutri nadaljuje. Otroke v osnovni šoli bo obiskal pisatelj Feri Lajšček, ob 17. uri pa v Glaserjev salonu prihaja pesnik slovenske domoljubne in domovinske poezije Tone Kuntner. Literarni večer z njim se bo zaključil s podelitvijo nagrad na tečaja za najboljšo pesem o domovini Sloveniji. V soboto bomo obiskali mariborsko kadetnico, stolnico in samostan šolskih sester. Sklep festivala pa bo v nedeljo ob 10. uri slovesno sveto mašo Marijini cerkvi na Gorcih, ob koncu katere bodo otroci na Glaserjevo grobnico položili spominski venec. Vabljeni, da se nam pridružite. Ob sklepu koncerta vabimo prav vse s stopnicami župnijsko-vinsko klet, kjer se bomo ob dobrotah, ki so jih pripravile članice društva Malečnik
lahko zadržali še v prijetnem pogovoru. Za konec bo sedaj zazvenela legendarna pesem Poljane dom prelepih dni, skladatelja Milana Ferleča. Naj bo lepih dni v prihodnje v naši domovini veliko. Srečno!